Tako da med nami danes pozdravljam njegovo eminenco, gospoda kardinala dr. Franca Rodeta. Hvala. Na začetku bomo prebrali kratek življenjepis gospoda kardinala. Torej, kardinal Franc Rode se je rodil leta 1934 v Ljubljani. Po drugi svetovni vojni pa je z družino emigriral ter šolanje nadaljeval v Avstriji in Argentini. Leta 1952 je v Buenos Airesu vstopil v red lazaristov. Študijska leta je preživel v Rimu in Parizu. V duhovnika je bil posvečen leta 1960. Po doktoratu iz teologije se je leta 1965 vrnil v Slovenijo. Deloval je kot profesor na teološki fakulteti, znan pa je bil tudi kot publicist v več slovenskih časopisih in revijah. Po 16 letih bivanja v domovini je odšel v Vatikan, kjer je leta 1981 prevzel službo v takratnem papeškem tajništvu za dialog z neverujočimi. Do imenovanja za ljubljanskega nadškofa pa je bil od ustanovitve marca 1993 tajnik papeškega sveta za kulturo. Janez Pavel II. Je leta 1997 Franca Rodeta imenoval za ljubljanskega nadškofa metropolita. V času opravljanja škofovske službe v Ljubljani je veliko pozornosti namenil urejanju odnosov med cerkvijo in državo. Njegovo škofovanje pa je zaznamovala tudi prva vseslovenska sinoda. Leta 2004 je bil imenovan za prefekta kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. To službo je opravljal do svoje upokojitve leta 2011. Papež Benedikt XVI. Ga je leta 2006 sprejel zbor kardinalov. Leta 2021 je prejel zlati red za zasluge za prispevek k osamosvojitvi Slovenije in medverskemu dialogu. Takole, zdaj pa gremo kar na prvo vprašanje. Ja. Za današnji naslov današnjega pogovora smo izbrali geslo, vaše škofovsko geslo, stati in obstati. Kako ste izbrali to geslo in kako ga razumete danes? No, veste kaj, tole geslo je iz prve Trubarjeve knjige Katekizmus od leta 1550, iz njegove pridige Sermo de Fide, pridiga o veri. In v tej pridigi je ta stavek od Primoža Trubarja. En krščanik more v tej veri, ob tej neveri, v tem svetu nevere, more stati in obstati in zoprstati, če ima pravo vero, če ima trdno vero. Ne? In ko sem jaz naletel na te besede, stati in obstati, sem rekel, to je pa program za življenje. Program za duhovnika, program za Slovenca. In zanimivo, torej se spomnim še pri predavanjih na teološki fakulteti, ko sem ta Trubarjev pridigo navedel med argumenti za vero, sem besede stati in obstati podčrtal in so podčrtane v mojem, bi rekel, tistem teološkem traktatu. No, in moram reči, da se je to našlo kar veliko simpatij, takoj so se zapomnili in recimo potem sem videl, da ima Zmago Jelinčič ima eno knjigo o slovenski samostojnosti in predlaga en nov slovenski grb. Ne? In geslo pa je stati in obstati. Ne? No, zadnja knjiga, ki je izšla pred kratkim in jo je o naših protestantih, ki jo je izdal
naš odlični znanstvenik, slovenist Kozma Ahačič, ne? In je izdal eno knjigo, ki najlepše tekste, najbolj važne tekste naših protestantskih piscih je navedel tam, no? In knjiga, lepa knjiga, ilustrirana, ima tudi ta naslov Stati in obstati. Se pravi, da se je to nekako prijelo in v našem svetu to je. Ne? Je pa seveda, v teh besedah je na moč. Ne? Stati in obstati, biti pokončen in biti ustrajen, to pomeni pravzaprav to. Ne? No, to Trubar to nanaša na vero. Vera pomaga človeku stati in obstati, da ostane pokončen in da ustraja v svoji pokončnosti. Ne? Je pa tudi to, jaz bi rekel, v nekem smislu je to tudi tista nenapisana zgodovina slovenskega človeka, slovenskega naroda. Mi nismo imeli svoje države, razen bajne Karantanije v 8. in 9. stoletju, ki pa ni trajala dolgo. In smo prišli pod tuje vplive. Ampak, če smo pa kot narod ostali, je ravno zaradi tiste klenosti, zaradi tega, ker smo hoteli stati in obstati in smo dejansko to geslo, ne da bi vedeli, da ga bo potem zapisal Trubar in da ga bom potem nekdo, en ljubljanski škof recimo, vzel kot svoje življenjsko pravilo, ne? Dejansko nam je to, ta misel stati in obstati, nam je pomagala, da smo preživeli, da smo se uspešno upirali vsem vplivom, ki bi nas lahko, bi rekel, uničili, in da smo danes recimo narod, ki je ohranil svoj jezik, svojo kulturo, ki bi rekel, razvija to kulturo, ki ima svojo državo in je suveren in je eden od priznanih mednarodnih subjektov kot državna skupnost Slovencev. No, in moram reči, na podlagi vsega tega, na dnu vsega tega je pa to, kar je slovenski človek živel in kar je Trubar s tem geslom, bi rekel, tudi hotel povedati, ker je hotel stati in obstati. V tem je, bi rekel, neka suverenost. Lahko imaš takega ali takega vladarja, ali cesarja, ali kralja, ali predsednika, ali karkoli ne, ampak če si ti sam v sebi suveren, ne, potem te ne bo nihče, bi rekel, povozil. Nihče ti ne bo odvzel tvojega dostojanstva. In slovenski človek je to v svoji zgodovini nosil v sebi. Se pravi, dejansko je to stati in obstati pomeni tudi neki ponos, neka samozavest, ki je kljubovala vsem nasprotovanjem v zgodovini in ki je danes prinesla recimo, da smo narod s svojo kulturo, svojim jezikom, svojo državo in mednarodno priznana narodna skupnost. To je to. Na podlagi tega gesla stati in obstati. Dobro, Martin, kar naprej. Naslednje vprašanje se nanaša na vaše življenje. Že kot 11-letni deček ste morali skupaj z družino bežati iz domovine. Kako je bilo zapustiti Slovenijo na tak način, praktično čez noč? Ste upali na hitro vrnitev?
No, gledajte, jaz sem ena, bi rekel, naša družina je bila ena od tistih, od mnogih, ki so leta 45, glede na to, da je prihajala ena nova oblast, ki je imela v naših očeh nekakšen, bi rekel, nevaren zločinski obraz. Že leta 1943, ko se je odprla meja med Gorenjsko in Dolenjsko, potem, ko je Italija propadla, italijanska oblast propadla in smo zvedeli, recimo na Gorenjskem, jaz sem iz Rodice pri Domžalah, rojen sicer v Ljubljani, in takrat je prišla ena zelo veliko, bi rekel, močna propaganda proti temu, proti osvobodilni fronti in proti partizanstvu. In predvsem prihajale so informacije, kaj se je dogajalo na Dolenjskem in na Notranjskem v tistih letih prej, od leta 1941 naprej. Koliko nedolžnih ljudi so pobili, koliko je bilo, bi rekel, umorjenih, strahotno, bi rekel, krvavo in kruto umorjenih ljudi, popolnoma nedolžnih. In to v glavnem vernih kristjanov. In s tem se je potem, bi rekel, v naši družini, pa v naših krajih, na Gorenjskem tudi, bi rekel, ustvarila ena podoba partizanstva, ki smo vedeli, da pravzaprav partizanstvo je samo, bi rekel, tista zunanja, bi rekel, zunanji obraz, zadaj za njimi je pa tisto, ki vodi vse dogajanje, ki o vsem odloča, je pa komunistična partija. Komunistična partija je bila pa, vsaj v naših očeh, in bi rekel, objektivno in pravilno, upravičeno, na izredno slabih očeh, kot ena skrajno zločinska organizacija, brez kakršne koli morale in nevarna za človeka. Spomnim se, da smo brali, jaz takrat še nisem bral, recimo je bila ena knjiga, ki jo je napisal neki ukrajinski duhovnik z naslovom Ukrajina joka. In v družini se je brala tista knjiga in smo videli, kaj so delali, kaj je delala partija, komunistična partija v Sovjetski zvezi, kaj so ljudje pretrpeli zaradi partije in tako naprej. In zdaj je pa ta partija, v kateri smo imeli skrajno negativno podobo, predstavo, ta partija pa zdaj prihaja na oblast v Sloveniji. In 8. maja 1945 smo mi odšli od doma. V prepričanju, da bomo čez 3 mesece spet doma. Če bi bila, bi rekel, če bi bila taka, če bi vedeli, kaj se bo zgodilo, po vsej verjetnosti ne bi šli, ker tudi nismo imeli nič posebnega. 2 brata sta bila pri domobrancih nekaj mesecev. Eden, ki je bil prej v Nemčiji, v Avstriji in je prišel domov in so ga hoteli Nemci v nemško vojsko vzeti in bi moral iti kam? Za bitko tamle pri Stalingradu ali kje, ne? In to je bila kakšna smrt za njega. In je bila možnost, da gre k domobrancem. Je šel k domobrancem, star 16-17 let. Drug, ki je komaj maturiral, star 19 let, Andrej, ki je bil
tukaj učenec v Škofjih Zavodih, ne. Tisti letnik, ki je maturiral tukaj v Škofjih Zavodih, to so bili samo fantje, cel letnik se je odločil, da gre k domobrancem. In cel letnik je šel k domobrancem. Ampak to je bilo že konec, to je bilo leta 1944. Ne. No, ni se pa vedlo, vedno je bila ta ideja, da bodo po vsej verjetnosti prišli Angleži tamle iz Istre, udrli in da bodo oni zasedli Slovenijo. Ne. In ko bodo prišli Angleži, ko se bo vzpostavil en red, bomo pa šli spet nazaj. Iluzija. Je pa to, da so nas recimo, smo imeli dobre prijatelje na partizanski strani, en sosed, en Metod, mu je bilo ime, se spomnim, je pisal očetu in mu rekel: Andrej, nikamor ne hodite, vidite pa, če odidete, se ne boste nikoli več vrnili domov. In je imel prav. Dejansko, veste, pri tehle, ki zapustijo v takih okoliščinah, zapustijo svoj dom, v glavnem je vedno ta iluzija, se bomo vrnili. Redko kdaj se vrnejo. Kar pogledajte, recimo, ruske emigrante od carja, nikoli se niso vrnili, ne. In tako naprej. Tako da, dobro. In tako smo odšli zaradi pač v tej iluziji, da se bomo vrnili, drugače ne bi šli. Kakšno je pa potem še kaj nekaj vprašanje tukaj? To je to. Načeloma gremo lahko. No, upali na vrnitev, seveda. Upali na vrnitev je bila, ni bilo. Potem smo bili, jaz se spomnim, smo bili v raznih taboriščih, najprej v Judenburgu, Liechtenstein, potem v Liencu nekaj časa in potem v špitalu, 2 leta špital ob Dravi, in od tam smo šli, je bilo pa mogoče iti v Kanado, če si imel, bi rekel, mlade ljudi, mlade fante, ki so bili sposobni zadelati, ne. Če so bili pa starejši ljudje ali pa mlajši otroci, pa nisi mogel v Kanado. Argentina je pa po zaslugi duhovnika Monsignor Hladnika, Janeza, je Argentina dejansko sprejela vse. In moram reči, Argentini nikoli niti trenutek ni bilo treba žalovati, ni bilo treba žal, da je sprejela te Slovence, ker nikoli niso bili breme za državo, ampak so se izredno dobro, bi rekel, vključili, uspešni, delovni, pošteni in so tudi veliko prispevali k, bi rekel, k napredovanju dobrobiti Argentine, ne. In tako smo prišli v Argentino. Dobro. To je bilo tako. No, pozneje vas je vaša študijska pot vodila v Rim in Pariz. V vaši knjigi ne skrivate navdušenja nad Francijo in njeno kulturo. Kaj je tako posebnega v francoskem duhu in francoski zavesti? Ja, tole ne. Kaj je tako? Ja, dobro, veste kaj, jaz sem bil v Argentini, sem stopil torej v semenišče k lazaristom in jaz sem bil do Argentine in sploh do argentinskega, bi rekel, naroda, nekaj sem rekel folka, ne, sem bil precej kritičen. Ti ljudje so se mi zdeli neresni, nedelavni, veliko besed, veliko besed, ampak kakšne resnosti, pa tudi kakšne poštenosti, recimo, kaj so bili Slovenci, recimo slovenske družine, kje da bi bilo kaj narobe, pa kakšnega
sumljivih odnosov ali kaj takega, ki pa je bilo to eno sveto božje ljudstvo, veste, tole, kar je šlo v Argentino od Slovencev, ne. Ne vem, če še danes tako, mogoče ne. Ne. No, in seveda, jaz sem bil kritičen do argentinske, bi rekel, miselnosti. Zdeli so se mi neresni, neobjektivni. Recimo to, da tam objektivnost ni veljala nič, ne. Jaz pa to pravim, tisto, kar ti praviš, to je res, ne. No, in rekel, ta pomankanje kritičnega duha, pomankanje intelektualne poštenosti, ne, tega je manjkalo, ne. In recimo laž, to je vsakdanja stvar tam, ne, pa izmikanje, pa kaj se vem, potvarjanje in tako naprej, ne. Ta narod pač se mi je nekako uprl, ne. Se mi je uprl in recimo, jaz sem imel eno sestro, sestra Cecilija, ki je bila usmiljenka, je umrla pred 2 mesecema, ne, in je bila profesorica v eni gimnaziji, dekliški gimnaziji, tam v San Isidro, blizu Buenos Airesa, ne, in med temi dekleti je tekla, bi rekel, je bila tole prepričanje, ki so ga dekleta med seboj ponavljale, ne. Sestra Cecilija je edina, ki ne laže. Sor Cecilia es la única que no miente. Ne? Dobro, to je torej nespoštovanje resnice, pravzaprav požvižgali so se na resnice in neobjektivnosti, nobene želje za objektivnost. To me je odvračalo in jaz sem želel iti proč. In sem imel to priložnost, sem izrazil željo, da grem na študij v Evropo. In potem so me poslali najprej v Rim, ker sem jaz mislil, da bom tam ostal. Potem po enem letu rimskega študija so me pa poslali v Pariz, kjer sem ostal pravzaprav do konca 8 let. Doktoriral, končal študij, doktoriral, še ostal nekaj časa in tam, moram reči, v Rimu sem se v začetku zelo slabo počutil in potem se mi je pa tako priljubilo tisto, da sem kar žaloval, ko sem moral iti v Francijo. In je pa zanimivo, ne, med mladimi bogoslovci, kaj je bilo recimo na Gregoriani. Magister Tone je študiral na Gregoriani, ne. Kaj je bilo, vsi smo bili v talarjih, veste, tudi s klobukom in tako naprej, ne. No, in pa še ferrajolo včasih. No, in kaj je bil recimo v naših glavah, seveda si nismo tole čist zelo na glas to pripovedovali, ampak kaj si želiš recimo za svojo prihodnost. V Rimu je bilo škof. Ne? To je bilo, mislim, v glavah večine bogoslovcev v Rimu je bilo, kaj si želiš postati v življenju, škof. Potem sem šel pa v Pariz, so bili pa škofje na tako slabem glasu, da nihče ni hotel več postati škof. In kaj pa si želiš postati v Parizu? Profesor. Ne? To je bila ideal, recimo, ne? Če si bil študent na katoliški univerzi v Parizu, si želel postati profesor. To je bilo tisto najvišje, kar si želel. Če si bil pa študent Gregoriane v Rimu, si pa hotel postati škof.
To vidite, ne vem, kakšne so vaše ambicije, fantje. A boste škofje ali boste profesori ali koga? Ambicije imejte, ne spite. Ne? Ja. Dobro, aj še kaj za... Ja, mislim, da ste povedali malo o Franciji pa njeni kulturi. Tako da mogoče greva na naslednje poglavje vašega življenja, torej vrnitev v Slovenijo. Iz francoske svobode ste se vrnili v socialistično Slovenijo. Kakšno je bilo, kakšno je bilo vzdušje v Sloveniji, ko ste se vrnili? No, veste, ko sem jaz prišel v Slovenijo leta 65, februarja 5. In moj prvi vtis, torej v tujini, v begunstvu, smo imeli idealno podobo o Sloveniji, ne. Ja, to je bila bajna dežela, veste, narod, slovenski narod, povzdignjen in povišan v oblake, ne. Ko sem jaz recimo, bodisi v Argentini ali pa v Franciji, srečal kakšnega Slovenca, katerega koli, samo da je bil Slovenc, je bil zame praznik in je bil zame eno čudovito srečanje. Samo zato, ker je bil Slovenc, ne. Ker bil sem seveda med Argentinci pa med Francozi. No, in ko pa pridem potem v Slovenijo, prvo je bilo hudo razočaranje. Sem rekel, a to je ta folk. Ne, poklapan, brez korajže. Pa tista partija, ki se je tam šopirila v svojem zmagoslavju. Večinoma ljudje, ki so bili sami karieristi, ki niso bili ne vem kako izobraženi, pa vse to ne. Ala Maček, pa ala pač vsi tile ljudje ne. Pa tile župani, pa Ozna, pa vse tole ne. No in jaz sem imel, moj prvi vtis je bil porazen o slovenskem narodu. Sem rekel, a to je ta narod. No, pol sem pa odkril, veste, vero tega naroda. Za to neugodno podobo, ne, ponižnih, skromnih, v bistvu poštenih ljudi, ne, je pa nekaj izredno lepega, zvestoba veri, zvestoba svojemu prepričanju, no, zvestoba svojim vrednotam. No, in ta narod, recimo, po večini veren narod. In sem rekel, ne, jaz se moram postaviti, pustimo partijo. S tem narodom grem jaz, s tem narodom, za ta narod bom jaz delal, ta narod bom imel rad in se bom žrtvoval za njega. In moram reči, sem spoznal velike vrednote, ki so na dnu slovenskega človeka. In da mi ohranimo te vrednote, da ohranimo tisto, kar je partija pravzaprav stalno napadala in hotela iztrgati iz srca ljudi. Te vrednote ne. Jaz sem tukaj zato, da se borim, da temu narodu ohranim to vero, ki jo je zanje toliko pretrpel in jo kljub vsemu še ohranil. No, in v tem smislu sem jaz začel svoje delo v Sloveniji. Z velikim veseljem, prepričanjem in tudi z globoko povezanostjo, v globini povezan s tem narodom.
ne, s katerim sem seveda še vedno. Bomo zdaj preskočili kakšno desetletje naprej, v čas vašega škofovanja v Ljubljani. Pogosto ste opozarjali na nevarnost modernega ateizma v slovenski družbi. Kako se ta ateizem v družbi kaže in kaj so njegove posledice? Kakšna je pri vsem tem vloga kristjana v družbi? Ja, ne vem, kako kažejo tele statistike glede vernosti v Sloveniji. Jaz dvomim v resničnost, v poštenost teh statistik. Menda, da naj bi bilo v Sloveniji nekaj več kot skoraj polovico ateistov. Veste, jaz bi rekel, ni ateist, kdor hoče. Sartre, Jean-Paul Sartre, a ste slišali kdaj za to ime? Pisatelj, filozof. Je napisal eno knjigo, ki je prevedena v slovenščini in se imenuje Besede. Berite to knjigo. Kratka, to je njegovi spominčki. No, in Sartre pravi, jaz sem se trudil, iskal in se trudil, da bi postal ateist. To je dolgoročna in naporna stvar, da postaneš dejansko, da postaneš pravi ateist. To je dolgoročna in naporna zadeva. Jaz mislim, da sem jo izvedel do konca, pravi Sartre, dobesedno v tej knjigi. Misli. In dejansko Sartre, jaz mislim, da je bil eden redkih ateistov. Veste, pravih ateistov je malo. Deklariranih ateistov je veliko več. In to, se veste, to lahko človek izjavi karkoli, ne. Praktičnih ateistov je pa še več, da dejansko živijo, kot da Bog v njihovem življenju nima nobene veljave. Da bodisi božji zakon, bodisi naravni zakon poštenosti, recimo, njim ne pomeni veliko in se, bi rekel, dajo voditi enostavno po svojih nagonih, po svojem, bi rekel, ne vem kakšnem prepričanju in to je njihovo življenjsko pravilo, ne. Samo koliko je tega, to je težko odgovoriti na to vprašanje. Mislim, da je, če gledamo na ljudi, na narode, mislim, da je v Franciji, recimo v Belgiji, veliko več ateistov kot recimo v slovanskih deželah. Tukaj je nekaj našega, bi rekel, slovanski človek ima drugačno psihologijo, ne, in duhovni svet mu je bliže, mu je bolj dojemljiv. On je bolj, bi rekel, usmerjen k temu svetu. Poglejte recimo ruski narod, poglejte recimo slovaški narod, ukrajinski narod, ne. Med izjemami recimo kaže, da sta dva naroda, slovanska naroda, ki sta pa med katere je najbolj prodrl ateizem, sta pa prav Čehi pa Slovenci. Veste kaj, ateizem je dolgoročna in naporna zadeva. Jaz dvomim, da jo veliko Slovencev do kraja izvedejo.
delajo se ateiste in živijo kot ateisti. Kaj je pa v resnici težko soditi? To se težko sodi. Ja. No, a je še kaj? Kako pa naj kristjan deluje v taki ateistični družbi? Kako kaj? Kako kristjan deluje v taki družbi? No, je kristjan, veste kaj, kristjan, gledajte, v tem svetu, ki je ateizem preži, dejansko preži. Na vas, jaz sem imel pri 16 letih, recimo, malo govorim o tem, tukaj v svojih spominih, mene je, bi rekel, niti ne ateizem, ampak lepota sveta, lepota življenja, bogatstvo življenja, ki je pred teboj. In zato Boga ne potrebuješ, vsaj v tistem trenutku, vsaj tako misliš, da ga ne potrebuješ. Zdaj, kako odgovoriti na to, veste kaj, na to boš vedno lahko odgovoril s tem, da ti živiš bogatejše. Da je Bog v tvojem življenju neverjetno bogatstvo in neverjetno, bi rekel, vir radosti, vir poguma, vir odprtosti do drugih. Vse to ti daje življenje z Bogom. Bog v tvojem življenju ti odpira do lepote sveta, ker lepota sveta nima smisla, če ni Božje stvarstvo. Potem je vse mrtvo, je vse brez bleska, brez sijaja. Če je pa to stvarstvo, ki izhaja iz Božjega srca, iz Božjih rok, iz Božjega bogatstva, Bog bogatstvo, in vsa ta lepota, potem vse to tebi govori. Veste, pri ateistih je pravzaprav to, kot da se je tok prekinil in vse postane brez smisla in brez sijaja. Samo vsi, bi rekel, samo v Božji luči stvari dobijo svojo lepoto, svoj smisel in svojo, bi rekel, svojo privlačnost. Ja, no, še kaj drugega. Ja, no, vmes samo naše poslušalce spomnim, da lahko prek tele QR kode postavite kakšne vprašanja, ki bi jih radi zastavili gospodu kardinalu. Mi pa gremo kar na naslednje vprašanje. V vaše vatikansko obdobje. Od blizu ste spremljali pontifikat papeža Benedikta XVI. In nato tudi pontifikat sedanjega papeža Frančiška. Kako bi primerjali oba papeža? Se morda v čem ne strinjate s sedanjim papežem? Dobro, veste kaj, jaz sem dobro poznal papeža Benedikta. Velikokrat sva se osebno pogovarjala kot prefekt. Sem vedno hodil k njemu, vse stvari sva reševala sporazumno, po dogovoru. In moram reči, Benedikt je bil neverjetno žlahten človek. Je bil pa nežen človek, veste. Že njegov glas je bil tak, tudi njegov lepi obraz. Nemci rečejo cart. Benedikt je bil cart. Nežen človek, veste. Toliko nedolžen, da si tako lepo srce, tako lepo dušo je imel ta človek. No, in zadnja leta, ko je bil v pokoju, sem jaz velikokrat šel na sprehod v Vatikanske vrtove
in sem vedel približno, kdaj pride on na sprehod z spremljevalci. Zadnja leta je hodil z enim mečkim avtomobilčkom na elektriko, da so ga peljali do Lurške kapele. Ne? No, in tam sem srečal Benedikta in smo se velikokrat pogovarjali med seboj, ne? O raznih stvarih. Tudi svoje prijatelje sem vodil k njemu, recimo. Ne? No, in se spomnim, enkrat sem mu citiral v španščini eno pesem od svetega Janeza od Križa. Ne? In je takole gledal. Po 14 dni kasneje se spet srečava in pravi, dajte mi še enkrat recitirati tisto pesem od Janeza od Križa. Ne? Pravi, tako je lepa. Ne? No, tukaj notri jo imam. A jo hočete slišati v španščini? Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura, que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. To Janez od Križa. A ni lepo? No, torej Benedikt, pa veste, to je bil glava. In tako ponižen, neverjetno ponižen. Frančišek je drugačen človek. Frančiška sem jaz, takrat je bil še Bergoglio, sem spoznal leta 1972, nekega dne septembra leta 1972, je nekdo pozvonil na Maestrovo 2, tukaj v Ljubljani, in jaz grem odpret. Kdo pa ste? Sem Jorge Bergoglio, ne? Sem tukaj v Sloveniji, bi rad obiskal prijatelje, starše enega človeka, ki je pri nas v Argentini, v naši službi tam na Univerzi San Miguel. A bi lahko tukaj pri vas bil gost nekaj dni? Ja, sem rekel, v redu, ampak veste, v Ljubljani so tudi jezuiti, ne? In rekel, jezuiti me ne zanimajo, ne? In ni hotel iti k jezuitom, sploh se ni javil pri njih, ne? Ne vem, takrat je bil v sporu z njimi, veste. On je imel hude spore z jezuiti, zdaj pa kar naprej hvali. Ja. No, in je bil pri nas, torej, ene 4-5 dni, jaz ga nisem mogel spremljati tja na Gorenjsko, v Hotemaže, kjer so bili, ko je bil tale družina, ki jo on hotel obiskati, ampak ga je pa peljal en bogoslovec, ki je bil iz Argentine, Rado Sušnik, ki je zdaj na Koroškem, in je šel tja. No, potem smo pa šli malo, ja, celo v opero smo šli. Sem rekel, veste kaj, tukaj v opero, jaz sem takrat veliko hodil v opero. Sem rekel, pa gremo mogoče v opero en večer. Jo, prav, fajn. V Buenos Airesu tam je Teatro Colón, ki je pravzaprav zaseden in ne moreš priti noter, prav. Jaz nikoli nisem bil, tukaj pa priložnost, da grem v opero. In kaj je bilo na programu tisti večer, bil pa od Rimski-Korsakova Carska nevesta. Carska nevesta. Ena komedija, niente nič. No, tudi petje ni bilo kaj prida, muska sama nič kaj posebnega. No. Njemu se je pa strašno fajn zdelo. No in potem še, ko so se po 40 letih srečala v Buenos Airesu, on je bil takrat nadškof v Buenos Airesu, jaz pa v Ljubljani, Carska nevesta. Ker v španščini ni C, nimajo C, španščina, da to veste,
nimajo C. Ja, dobro. No in tako naprej. No in torej, veste kaj, glejte, papež Frančišek, jaz sem bil na konklavu, veste, in vem, kako je to potekalo, pa ne smem kaj dosti govoriti, ne. Vsekakor, to, kar nekateri skrajneži, pa bi rekel, neuravnovešeni ljudje, pa nedobronamerni, kot da on sploh ni ta prav papež, zadnji ta prav papež je bil Benedikt. Papež Frančišek je ta prav papež, tudi če ni po okusu vseh, je ta prav papež. In zasluži spoštovanje in pogoščino. Amen. Tako je, ne? Ja. No, ja. No in seveda je pa, veste kaj, nima tiste, bi rekel, teološke izobrazbe, kot jo je imel Benedikt. Ima pa druge talente, recimo tele njegove enciklike, okrožnice, ne? Ja, to je drug slog, drug jezik, druga miselnost, drug svet, ne? Ja, v redu. Pa jaz ne rečem, da ni kvalitetno, je kvalitetno. Je pa drugače, nekaterim to ne paše, ne? Zdaj, da je to, kar je bil že kot pri jezuitih, recimo, on je bil provincial jezuitov. Pod njegovim provincialatom je enih 10 mladih jezuitov zapustilo družbo Jezusovo in nekateri tudi duhovniki zaradi njegove trde roke, ne? In ta trda roka sedaj kaže tudi v njegovem pontifikatu, recimo, ne? Ti kakšnega škofa, ki mu ne paše, gladko, paf, tako, ne? Pa greš, ne? Tak je. V redu, vsak ima svoje napake. Dobro, je pa, glavno je to, gledajte, se ne vem, kako je z njegovim zdravjem, veste, je zelo slabo, ne, po mojem, težko, da bi kaj še dolgo bil, ne. Je pa človek, ki ima dobro voljo, v eni biografiji o papežu Frančišku, ki je napisal mesedi en Američan, ne vem, kdo je, no, je to, citira mene, da sem jaz po konklavu, da sem jaz rekel, ta pontifikat bo ena katastrofa, ne, no, tega nisem rekel, jaz sem pa mogoče ponovil, tega se ne spomnim. Ampak ta pripisuje meni, ne, da sem jaz to rekel in seveda to je prišlo na ušesa Frančišku, ne. In ko je bil zdaj na zadnjem potovanju tam v Indoneziji, ga en bogoslovec, on vedno k jezuitom, ne, k jezuitom, drugih ne pozna, prej jih pa ni maral. Ja, no in pravi, ja, nekdo, pa ne reče, da sem jaz, nekdo je izjavil, da ste vi najslabši papež v zgodovini cerkve. Ne? In Frančišek odgovori, pravi, veste, to so take izjave, ki so pač odvisne od tistega, ki jih je izrekel. A je to objektivno tako ali ni prav, pustimo to, da bo sodil Bog in da bo sodila zgodovina, ker je čisto pravilno, ne. No in se ni preveč vznemiril. Je pa to rekel en nemški kardinal Brandmüller, ki je zgodovinar in je v enem pogovoru, v enem krogu smo bili tam, parkrat nas je bilo, ne, in je rekel, jaz sem kot cerkveni zgodovinar sem preštudiral vse pontifikate, pa vse to prav, ni slabšega kot Frančišek. Zakaj?
Pravi, zato, ker se požvižga na nauk. Ne? Saj se ne požvižga na nauk. Ne, namreč, nekatere njegove izjave lahko jih malo interpretiraš tako ali tako ne, ampak v redu, veste kaj. Kaj posebnega mu ni očitati, za vse okuse pa ni. In mnogim gre kar na živce. Ne? Tako da, ko bo končan njegov pontifikat, veste, je čisto možno, da bodo prišle ven kakšne biografije njegove, ko bodo prihajale ven razne stvari, ki jih danes ne vemo. Ne? Dobro. Sej, o drugih papežih je ravno tako. Ne? Dobro. To ne vem, aj še to. Mogoče še glede imenovanja prefektinje Simone Brambilo, ki je bila imenovana na mesto prefektinje vaše kongregacije, ker ste bili tudi sam prefekt kongregacije. Tole, ko so, ta ženska pa tole. To je. Ja, še ta druga. Zdaj je ena ženska, je tale Simona Brambilla. Ja, to je, veste kaj je to. Je pa včeraj ali predvčerajšnjem je pa kot bi rekel predsednik ali predsednica governatorata, se pravi, pravzaprav je to vodstva Vatikanske države, je pa ena ženska spet. Zdaj zaenkrat je bil en kardinal irskega izvora, ki bo zdaj končal, v kratkem konča svoj mandat in bo izpolnil 80 let. In papež Frančišek je imenoval proti pravilom, ker v pravilih je, da bi rekel, vodja governatorata, se pravi tele vatikanske uprave, mora biti kardinal. To je pa ena ženska, spet Italijanka. Ne? In to je proti pravilom. Je pa res, da papež lahko naredi, kar hoče. Ne? On je zadnji absolutni vladar na svetu. On lahko naredi, kar hoče. Če je pametno ali ni pametno, to je pa njegova stvar. Ne? Zdaj, po mojem, bo tole problematično. Je pa tole, recimo, da je tale Brambilla, ki je prefekt. Ker prefekt ima pa jurisdictionis, ne, se pravi pravico, kaj je jurisdikcija? Jurisdikcija, ne? Se pravi, da v imenu cerkve, v imenu, kot bi rekel, ki imaš delež pri oblasti cerkve, recimo daješ dispenso za obljub za redovnike, za redovnice in druge stvari, duhovnikom recimo, ne? Dobre, zdaj so pa tako naredili, da je ob tej Brambili, ki je prefekt, ob tej Brambili je pa en proprefekt, ki je pa moški, ki pa lahko podpisoval tele, bi rekel, ona bo podpisala, ta bo pa še zraven podpisal, ampak recimo za spregled za obljub, recimo, bo veljal podpis tega proprefekta, ki je kardinal in duhovnik in moški, ne? Medtem ko Brambilla pač bo podpisovala, ampak ne bo veljalo. Zdaj, a bo to obstalo ali ne? Malo dvomim. Predvsem governatoratov. Dvomim, da bi to, ker je to pa čisto, bi rekel, absolutno proti pravilom, ki so doslej veljavna v Vatikanu. Dobro, Frančišek lahko to spremeni. Samo, ne vem, je en vdor, recimo,
enih žensk, ki se prerivajo in hočejo priti naprej v vodilna mesta. Mogoče se bo to obneslo ali ne, bomo počakali, bomo videli, kaj bo s tem. Zaenkrat je pač tako, da jurisdikcije, tele izvršne oblasti v cerkvi ženske ne morejo imeti. Nimajo, ker nimajo svetega reda, ker niso od duhovništva to prihaja. Ne? Ja. Ženske pa niso duhovnice in ne morejo biti vršitelj služb. Ne? Ja. No, pa se vrnimo malo nazaj v Slovenijo. Vrnimo se, gremo na naslednje vprašanje. Ja. Torej, mogoče naš zavod navežemo. Danes se pogovarjamo o knjižnici dr. Antona Breznika, ki je bil med drugim tudi vaš stric. Ja. Torej, na Škofove zavode vas vežejo že družinske vezi. Kasneje ste bili z njim povezani kot nadškof. Kako gledate na poslanstvo katoliške gimnazije in njen pomen v družbi? No, torej, dr. Anton Breznik, jaz se spomnim, ko sem že čez majhen, me je mama velikokrat, kaj sem, 5, 6, 7 let, me je vzela seboj in smo šli na Kamenčana. To je tisti vlak, ki je iz Kamenka tukaj do Škofjih zavodov, ne do Šentvida. In smo šli na obisk ponavadi ob nedeljah popoldne k stricu Brezniku. Ne? Gremo k stricu, vse on je bil stric, bi rekel, per antonomasija, ne? Se pravi. No in lepo je bilo, jaz ne vem, o čem so se pogovarjali. Imel je pa oster pogled, ker je mene malo strašilo. Ne? Imel tak prodoren pogled je imel. Ne? Včasih je prišel, poleti recimo je prišel peš z rekelcom takole na ramenih, ki je bilo vroče, ne? Prišel peš na Rodico, na obisk in tam so se malo pogovarjali, ne? In to so moji spomini, ampak jaz kakšnega, ne vem, kakšnega odnosa nisem imel, seveda ne. No, so bili pa seveda tele naše ženske, tele tete pa tole zelo ponosni na Breznika, ne. Ena teta Ana iz Ihana, kjerkoli je bila, ne, pa sreča kakšne duhovnika ali pa kakšnega drugega. A ste poznali naša strica, ne? To je bilo vedno to vprašvala, ne. Se pravi, zelo ponosni na tega in res je bil. Breznik je ena lepa, bi rekel, duhovniška figura, tudi kot znanstvenik recimo. Je bil pa velik prijatelj z drugim profesorjem, Šolarjem, Jakob Šolar, so sta bila velika prijatelja. So bili pa malo liberalni, veste. V tem smislu, da niso bili ravno, ne vem kako, zagreti recimo za Slovensko ljudsko stranko, da so bili intelektualno bolj široki recimo, ne. Tudi zaradi izobrazbe, ki so imeli, pa recimo pri Brezniku je bilo še to, ena taka, po mojem, bolj naivna plat njegove miselnosti, ne. Strašno je bil navdušen Slovan, ne. In so pravili stari študenti, ne, ko je bila prva svetovna vojna, ne, on je bil takrat že profesor, in silno mu je bilo do tega, da bi Rusija Avstrijo premagala, ne, in je gorel za slovanstvo, ne. Ja, no, to, kar se, ne vem, to nas je potem minilo, ne, glede na to, da je bilo Sovjetska zveza nekaj drugega kot slovansko, ne. Dobro, no in to je bilo pri Brezniku, to slovanstvo in
lep odnos do ljudi, recimo on je doma svojo mamo Terezijo Orehek se je pisala, zelo častil. On je vedno rekel mati, ne, nikoli rekel mama, mati, ne, ja. No in imel, bi rekel, zelo lepe odnose. Je pa žal kar kmalu umrl med vojno, tam let, a je bil 63, 64 let star, kaj takega, sam takrat je bilo, ni bilo nobene zdravniške pomoči in vse to ne, ja. No, je bil pa izredno plemenit človek, tudi tu recimo doktor profesor Šolar je zelo lepo knjigo, lep življenjepis njegov napisal tudi. In sploh cene. Je bil pa dejansko, veste, Breznik je bil tam od leta, od prve svetovne vojne do druge svetovne vojne, je bil pravzaprav en orakel, kaj se pravi to po slovensko. Vidite, kaj je pravilno slovensko? On je bil tisti, ki je sodil o pravilnosti slovenščine, ne? In dejansko je bil arbiter, se pravi sodnik o pravilnosti slovenščine. Breznikova beseda je bila, bi rekel, njegova avtoriteta nesporna, to, kar je Breznik, bi rekel. Je pa imel, seveda, čut je imel, ta čut je pa on pripisoval, da je imel od svoje mame. In, ne, njegova mama je bila zakladnica najlepše slovenščine za njega, ne. Ja. Kako gledate na poslanstvo katoliške gimnazije v družbi? Ja, vidite, gimnazija, ja. No, jaz bi rekel tole, veste kaj, jaz ne bom pil, ni treba. No, najprej je treba reči, tu je ta gimnazija je nadaljevanje velike zamisli o gimnaziji, ki jo je imel škof Jeglič, ki je z neverjetnimi žrtvami postavil to ogromno, bi rekel, strukturo te gimnazije, ne. Vi ste potem, zadnja generacija, povečala še dodala kaj, ne. In ideja je bila tole, Jeglič je bral eno izjavo slovenskih študentov z Dunaja, ne, ki so bili slovenski študenti z Dunaja, ki so si dali en svoj program, da morajo torej vzgajati in delati, kot bo oni prišli na svoje mesto kot intelektualci, profesorji ali advokati ali zdravniki ali kodi, da morajo slovenski narod popeljati v ene druge vode, bolj liberalne, da bo konec tega, bi rekel, te katoliške prevlade nad slovenskim narodom. Jeglič je to bral, to spoznal in ob tem je zrasla v njem ta ideja katoliška gimnazija. In z mnogimi težavami je to izvedel. No, po drugi svetovni vojni, bi rekel, po zaslugi škofa Šuštarja, po zaslugi duhovnikov, profesorja kanonika, danes kanonika Koširja, škofa, kaj se pravi, no, Šuštarja, kot sem rekel, ne, in vseh drugih, je ta gimnazija danes to. Glejte, jaz bi rekel, vi ste
pravzaprav morali bi se vzgajati v tem duhu, kot ga je že nakazal škof Jeglič, da bi vzgajali slovenske verne katoliške voditelje. Takrat je bila gimnazija samo za fante, zdaj je tudi za dekleta. Ne? Ampak dobro, da ste vi v slovenskem narodu vodilni sloj, da se vi vzgajate zato, da boste zavzeli vodilna mesta, odločilna mesta v tej državi, v tem narodu in v tej družbi, zato se morate tukaj pripravljati. In torej po eni strani močna katoliška zavest, globoka katoliška zavest, potem globoka vera, globoko versko življenje in kolikor mogoče najširša in najbolj solidna izobrazba. In bodite, fanti in dekleta, bodite ambiciozni. Bodite ambiciozni. Ne imejte premajhnih načrtov o sebi in o svojem življenju. Segajte in trudite se iti čim dlje, čim više. Nihče nima pravice ostati majhen in nepomemben. Nihče nima pravice ostati majhen in nepomemben. Bodi velik. Moje geslo je bilo pri 15 letih. Lo único que nos salva es la grandeza. Edino, kar nas rešuje, je veličina. Ja. Veste kaj? Ni vam dovoljeno biti malenkostni, biti majhni, biti nepomembni, biti zanemarljivi. Ni vam dovoljeno. Vi ste poklicani k veličini. Bodite veliki v znanju, v svojem osebnem življenju, v svojem verskem življenju, v svoji izobrazbi. In verjemite mi, uspehi bodo prišli, boste uspešni. In gledajte, kaj je pravzaprav najbolj lepo in kar človeku daje največ osebnega zadovoljstva, da je izpolnil eno svoje poslanstvo. In tisto poslanstvo, ki ga je visoko zastavil, recimo, in da je to v svojem življenju dosegel. Ne? In to je mogoče. Vsakemu od vas je to mogoče. Nihče nima pravice ostati nepomemben, majhen in zanemarljiv. Vsak mora v svojem življenju. In gledajte, posebno to, jaz sem večkrat rekel, ko sem bil v Braziliji, recimo, São Paulo ima 20 milijonov prebivalcev, ne? Slovenija ima 2 milijona prebivalcev. Jaz sem rekel, v São Paulu lahko polovica ali pa še več ostanejo popolnoma nepomembni in brez vsake ambicije, brez vsakega uspeha, tudi brez vsake kvalitete življenja, ne? Lahko se zanemarijo to, nič ne bo škoda za Brazilijo, niti za São Paulo. Če pa za Slovenijo tako, če bo vsak Slovenec tako mislil, je pa katastrofa za Slovenijo. Premalo nas je, da ne bi vsak bil poklican, da nekaj postane. Premalo nas je. Vsak Slovenec mora nekaj postati in ima eno poslanstvo. To je
Ne bodite skromni, bodite ambiciozni, zahtevni do sebe in gledati na to, da boste nekaj dosegli. Ja, Gremo naprej še Ja, na no. naslednje vprašanje. Mogoče to glede svetniških kandidatov v Sloveniji. V Rimu ste pobliže spoznali te postopke za beatifikacije in kanonizacije. Kako daleč so recimo te postopki v primeru škofa Gnidovca, glede na to, da imamo tudi v zavodu študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca, pa naprimer škofa Vovka in mučencev 20. stoletja. Ja, dobro, jaz mislim, mi imamo enih danes uvedenih nekaj nad 12-13 uvedenih zadev za beatifikacijo. Ne? Ne štejem tehle žrtve povojnih pokolov, ne? To je drugo. No, zdaj, če vzamemo tele naše škofe. Glejte, škof Baraga, njegov proces zaključen, vse pravilno narejeno, sprejeto, samo čudeža ni. Čudeža ni, ne. Škof Vovk so dali v Rim, so tisto pregledali in so lepo vrnili v Ljubljano in so rekli, še enkrat začnite, ker ni prav narejeno. Škof Gnidovec je vse narejeno, tudi že njegove, bi rekel, kreposti, junaške kreposti je že tudi dekrete dal že papež Benedikt XVI. No, in tu smo pa recimo zamudili nerodnosti tukaj. Pred leti, to je 30-40 let mogoče, v Čile, tam blizu Santiago de Chile, so bile ene slovenske redovnice, ki so se ukvarjale z sirotami in tako naprej. In tam je bila ena dekla, nekaj takega, ki je služila tam pri njih, ne, in je oslepela, ne vem, zakaj je oslepela. Tele sestre, takrat se je začel proces za Gnidovca, ne, tele sestre, usmiljenke, pa pravijo, pa bomo molile k Gnidovcu, da bo naredil čudež, da bi ta gospa ozdravela. Ta gospa je ozdravela, na roko napisan ene 4 strani dolgo poročilo o tem čudežu, o vsem, kaj se je zgodilo. In ta bi rekel, dopis pošlje v Rim, v Rimu pa postulator, a ni znal špansko, ali pa je bil raztresen, ali pa nezanimiv, nezainteresiran, ker kandidat ni bil Italijan. Ne? In je tisto zapalo. Potem nekaj let kasneje dobil roko en zdravnik, ne? Pa prav, pa slište, pa to je čudež. Kaj ste zamudili tole, ne? In to je bilo zamujeno. Potem drugo ali tretje pri Gnidovcu, je pa zadnji čudež pred 2 letoma, blizu Skopja. Ena gospa je imela prometno nesrečo, hudo prometno nesrečo, torej imela je 12 reber zlomljenih, jetra uničena, v bolnici v Skopju ji dajo en dan življenja. Sestre, pa škof Stojanov in drugi, in je bilo ravno na dan Gnidovčeve smrti, 3. februarja, in molijo k Gnidovcu. Po 2 dneh je ta gospa odšla iz bolnice zdrava. To je bilo pred 2 letoma. Ni dolgo tega, to je par mesecev tega,
so naredili anketo, zdravniki, torej makedonski zdravniki in en italijanski zdravnik, pravijo, to se ne da razložiti, to je čudežno. Ne? No, in zdaj so poslali tole v Vatikan, da dva zdravnika vatikanska to preiskujeta. Zahtevali so še dodatne informacije in jaz upam, da bo tokrat ta čudež priznan in da bo Gnidovec lahko čez nekaj mesecev razglašen za blaženega. Je pa to, bi rekel, najbolj svež, bi rekel, primer teh naših kandidatov. Zdaj za druge, veste, za mučence, recimo Grozde, za to ni potrebno čudež, ne? Ni potreben čudež za beatifikacijo, pač pa je potreben čudež za kanonizacijo, za prištetje k svetnikom. Zato je pa tudi pri Grozdetu potreben čudež. A ga bo Grozde naredil ali ne, to pa njega vprašajte. Ne? Ja. Ne? Pač se mu bodo zatekali k njemu. Ne? Dobro, dejansko je to, glede drugih, pač drugi so pa še v postopku in bo šlo počasi. Je pa to, da jaz ne vem, kako da se v Neaplju, recimo, imaš čudežev, kolikor hočeš. Noben problem. Tudi v Italiji nasplošno, ampak bolj v južni Italiji kot v severni. No, kako da tam čudež ni noben problem, v Nemčiji, pa v Avstriji, pa v Sloveniji, je pa tak problem, ne. A pri nas ni nobene vere ali kaj? Jaz ne vem. Po mojem je to, ne, da ni dosti vere pri nas. Ja, no. Takole, preostalo nam je še nekaj minut za vprašanja poslušalcev, ki so jih že zastavili prek povezave in jih imam tukaj. Ja. Tako da eno vprašanje je bilo, kaj bi svetovali mladim, ki ne vidijo smisla v pomenu narodne identitete? Kaj bi svetovali mladim, ki ne vidijo smisla v pomenu narodne identitete, jezika in kulture? V smislu, da je vseeno, da slovenstvo izgine. Komu da bi svetoval? Kaj bi svetovali mladim, ki to menijo? Veste kaj, že prej sem rekel, po špansko, lo único que nos salva es la grandeza. Edino, kar nas rešuje, je veličina. Edino, kar nas opravičuje, drugače smo za smeti, smo za nič, za odveč. Edino, kar nas rešuje, je veličina. Glejte, vsak pride na svet z določenim kapitalom. Vsak od vas ima v sebi en kapital. Neko bogatstvo nosite v sebi. Vsak izmed vas nosi eno bogatstvo. To bogatstvo je treba razvijati, prebuditi in razvijati in bogatiti iz leta v leto, da boste postali čim bolj bogate osebnosti, čim bolj na vseh področjih znanosti in vere in vsega, poklicnega dela in tako dalje, ne? Da boste res veste, ne bojte se biti izredni, ne biti ovce, bi rekel, ki tamle v isti čredi gredo kot anonimni naprej, ne. Naj vsak izmed vas, naj se zaveda svoje enkratnosti. Živite, fantje in dekleta, živite samo enkrat. In ta čas je dragocen. In te priložnosti, ki jih imate, te priložnosti
izkoristite jih, bogatite se in dajte si to veselje bogatega, široko bogatega življenja, notranjega življenja, intelektualnega življenja, z bogateljem svoje izobrazbe, z bogateljem svoje duhovnosti. Ne? Dajte si privoščiti eno bogato življenje. Ne živite eno življenje, ki je, brez leska, brez sijaja, brez pravega smisla in ki vam ne bo niti v veselje. Dajte si to veselje bogatega, notranje bogatega življenja. V to ste poklicani, ne? Tukaj manjka en šrauf, veste. Nekaj, ki bi vas moralo prviti, da bi se prebudili in šli v smislu zahtevnosti do sebe. Lepo je to, ne? Živite intenzivno, živite močno, živite globoko, živite bogato. Ne živite v plitvini. Ne živite v plitvini, živite v globini, v bogatstvu. Si ne predstavljate, kakšno bogato življenje bi lahko živeli, če se prebudite in če znate poslušati svoj notranji glas, svoj najbolj čisti notranji glas in tisti notranji glas in Božji glas v vas, ne? Da boste živeli bogato življenje. To je. K temu ste poklicani. Noben Slovenc nima pravice biti povprečen. Ja, Brazilci lahko, Slovenc pa ne. Nas je premalo. Tako boste tlele prebrali še eno vprašanje. Zakaj bi imeli katoliške voditelje na javnih položajih, glede na vidik ločitve cerkve in države? Kjera? Zakaj bi imeli na javnih položajih? A ja, glede na ločitev. Ja, veš kaj, glede na ločitev cerkve. Veste kaj, a smo prvič zato, ker je Slovenija država Slovencev in ker smo mi Slovenci in ker smo verni, nismo izključeni iz slovenstva. Nasprotno, jaz sem prepričan, da je verni Slovenec dvakrat Slovenec, boljš kot slovenski ateist. Lahko mu damo tudi ta privilegij, da je lahko dober Slovenc, seveda, zakaj pa ne. Ampak glede na to, da cerkev in država ločeni, to ne pomeni, da je cerkev in država ločena. Prvič je to je, bi rekel, tale formulacija, je treba razumeti tako, da ima cerkev svoje področje dela, ne? Država pa svoje področje dela. Ampak to pa ne pomeni, da se potem verni, kot da je država, to je stvar partije, ne? To je pojmovanje. Partija se država, mi v Boga raja vernih ljudi, smo pa tukaj tamle, da partija lahko vlada in dela, kar hoče, ne? No, mi zavest državljanstva, zavest državljanske odgovornosti. Mi smo verni, ampak državljani z vsemi pravicami in dolžnostmi državljanstva. In torej, to, da si veren, to te ne opravičuje, da se ti umakneš iz javnega življenja. Nasprotno, kot kristjan moraš delati za javno dobro in vnašati, te vrednote evangelija, ki so splošno, humanistične vrednote, da to
vnašaš v družbo in uveljavljaš te vrednote v družbi. To je delo in to je poslanstvo kristjana v družbi. Da je cerkev in država ločena, seveda, to je pravzaprav, po drugi strani je tudi Vatikanski sporazum, ki ga je Slovenija podpisala in ki je rečeno, da sta Slovenija, bi rekel, cerkev, država in cerkev v Sloveniji vabljena k sodelovanju in k medsebojnemu, bi rekel, sodelovanju in tam, kjer ena stran ne more, da tam cerkev pride noter in tako naprej, ne. Ampak ta Vatikanski sporazum, sliše, naši škofe ga še niso nikoli prebrali, jaz imam vtis, vsaj nikoli ga ne omenjajo. Jaz bi kar naprej o tem govoril, ne, ki ima, bi rekel, vrednost zakona v Sloveniji, ne. Ja. No, a ni? Takole, še eno vprašanje. Kako vidite prihodnost Slovenije in Evrope? Bo preživela brez krščanskih korenin? Ja, torej, veste kaj, Slovenija in Evropa, ja, so glasovi, ki prihajajo, da če bo šlo tako naprej, ne, bo recimo Francija zelo sekularizirana, isto Nemčija, isto Avstrija, Slovenija, Češka, Anglija, Španija, ko je bila taka trdnjava katoliške cerkve, danes slabo. No, veste kaj, vprašanje je, če je to ena trenutna, bi rekel, ali pa kriza nekega obdobja. Je pa res, da tako kot je danes slabo za krščanstvo, verjetno niti v 18. stoletju pred francosko revolucijo v Franciji ni bilo tako slabo, kot je zdaj. To drži, ne? Če vzamete, samo poglejte pa, kako se dele Francija, recimo, ko so odprli prenovljeno, bi rekel, katedralo Notre Dame. In čudovito prenovljena, ne? In kaj je bilo v javnosti? Sej francoski narod, kljub temu, da je tistih, ki prakticirajo, ki hodijo v cerkev vsako nedeljo, je 2 ali 3%, recimo, ne? Dobro, da navsezadnje se pa francoski narod vendarle prepozna, bolj kot v čemorkoli drugem se prepozna v katoliški cerkvi. In je torej v svojih koreninah je ta narod katoliški. Jaz bi rekel, da to velja tudi za Slovenijo in za druge evropske narode. Ali se bo ta vera poživila in da bo postala bolj aktivna, to se ponekod se to dela, recimo majhne skupine, zelo žive, zelo živahne, zelo delavne in zelo prepričljive, ki vabijo k sebi in se jim pridružijo mnogi. Recimo v Franciji imate letos za Božič ali za novo leto, ne vem, mesec je bilo 10.000 krstov odraslih. In vsako leto jih je več. Ne? Tudi ne vem, kako je pri nas tale krsti odraslih, ne? Ja. Ampak jaz vem, jaz sem pri frančiškanih, recimo, smo krstili, kaj je 5-6 vsako leto. Ja, ne? Dobro. Je vprašanje, gledajte, je pa to, da veste kaj,
alternative za krščanstvo ni. Kaj pa je Evropa brez krščanstva? Kaj pa ne bi bila? Kakšna diktatura? Ja, se to je bila, poskus je bil, smo ga imeli, smo ga živeli, 50 let, ne? Marksizem, socializem s človeškim obrazom, šlo je po gobe. Ni alternative, za krščanstvo ni alternative. Ali bo to ena taka nihilistična družba, človek brez idealov, človek brez perspektive, človek, ki se bo zadovoljil z majhnimi stvarmi, z zelo skromnimi užitki, ne? In če bo s tem zadovoljen, Bog mu daj srečo. Ampak s tem se človek ne bo zadovoljil. Človek je preveč zahteven, njegovo srce je preveč zahtevno, da bi mogel si zadovoljiti samo s tem, kar ponuja to življenje in ta svet. Brez transcendentnih, višjih vrednot, ki jih človeku nudi krščanstvo, pravzaprav vera, ne, življenje nima okusa. Nima ta pravega okusa, ne to. In ne verjamem, da bi se ta človek mogel zadovoljiti s tem. Dejansko smo pravzaprav v taki situaciji, kolikor bo cerkev sposobna prijeti, nagovoriti tega človeka in kolikor bo ta človek odgovarjal. Kaže pa, da recimo vsaj v Franciji, take so moje informacije, je vedno več tega, ker kažejo tudi krsti, ki so vsako leto. Ne? Tako da prihodnost je pa v Božjih rokah. Bog vodi zgodovino. In sicer v Evangeliju je en stavek, ki je zelo nevaren. In je tale, Jezus pravi, ali bo sin človekov, ko bo prišel, še našel vero na zemlji? To kaže, kot da bi šlo tole v smislu vedno večje nevere in ko bo bi rekel, vera skoraj usahnila, bo pa konc sveta. Ker enkrat bo pa konc sveta, veste, tega ni treba, ne smemo pozabiti. Enkrat bo zagrmelo in bo zabliskalo. Takrat bomo pa videli, kaj bo. Ja. Dobro. Vole, imamo čas še za eno vprašanje. Kar lahko na glas. Kaj bi svetovali mlademu fantu, ki razmišlja, da bi postal duhovnik? Veste kaj, dragi fantje, dekleta, imate drugo, pa lepo poslanstvo v cerkvi, ki ni slabše, je pa drugačno. Ki ni nižje, je pa drugačno. In lepo, bogato. Ampak, dragi fantje, jaz vam rekel, nikoli vam ne bo žal, če se odločite za duhovništvo. Duhovništvo je izredno osrečujoč poklic. Jaz moram reči, da sem ga svoje življenje živel v veliki radosti in v veliki svobodi. In seveda, treba je imeti poklic, ne? Treba je imeti poklic, tu je jasno. Samo poklic je pa tako, ne? Kot pravi sveti Avguštin, ne, en mu pravi, nisem poklican
pa pravi non sum vocatus. On pa pravi fac ut voceris. Stori, da boš poklican. Tudi če ne čutiš poklica, recimo, stori, da boš poklical. Na kakšen način stori? Odpri se Bogu in ne delaj Bogu nobenih omejitev, nobenih, bi rekel, a priornih, bi rekel, v prejšnjih omejitev. Gospod, izberi, prosim, mojega soseda, mene pa pusti pri miru. Ne. Gospod, če hočeš mene, tukaj sem. Ne se izmikati Gospodu. In verjemite mi, duhovništvo, no, tukaj je, ja nimam, kaj se pravi, vaš Peter Čemažar, ne, ki je vaš vzgojitelj, ne. No, jaz ga v svojih spominjih ga omenjam, ne. Ja. No in, glejte, a ni lepa podoba, a ni lep človeški lik, a nimate vtisa, da je uresničen človeški lik, ne, da je to srečen duhovnik, ne. Ja, duhovništvo je sreča, osebna sreča za cerkev, sreča za Božje ljudstvo. In Slovenija, dragi fantje, vas potrebuje kot duhovnike. Sedaj jih je premalo jih je ta leta in morajo jih biti več, da bo ta narod lahko slišal Božjo besedo in živel s cerkvijo. Hvala. No, mislim, da je tudi čas naš že kar potekel, tako da jaz bi se vam zahvalil, da ste prišli in nas sodelovali v tem pogovoru. Hvala tudi vsem, ki ste postavili vprašanja, tako da mislim, da je to, ne. Ja, hvala vam. No, imate tale megaron, a še izdajate? Še. A, lepo, dobro. Hvala da ste toliko časa prenašali to govoričenje. Ja, srečno.